Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v 12. nadaljevanju radijskega romana Kruh močnih. Očetove rane so se dobro celile. Nastajale so kraste, še vedno pa je bil šibak in ni mogel potovati. Ker ni več potreboval nege in ker Lidija ni imela dela, ni imela ničesar, s čimer bi se kratkočasila, zato je bila na milost in nemilost prepuščena svojim mislim. Še najtežje pa je prenašala pogovore, ki so se odvijali v njenih mislih. Pogovarjala se je z Jazonom in Diono. Branila se je, poslušala je njune neprizanesljive obtožbe, z besedami se jima je maščevala, s kruto natančnostjo jima je razlagala, kaj sta zagrešila, in ju tako prepričljivo obsojala, da sta se pokesala. V njenih mislih sta se vedno pokesala in ona je zmagala. Uspelo se ji je ubraniti. Nato se je vse skupaj ponovilo in utemeljevanje se je začelo znova. Ni mogla spati. Njen razum ni hotel počivati. Izdaja je podobna kvasu, ji je pozno nekega večera rekel oče. Kvasu? Evmen se je premaknil na blazini, ki jo je te dni redko zapustil. Privede do veliko večjih stvari in naredi tako veliko škodo, da ne gre več le za dejanje izdaje, ki jo moraš preboleti. Izdaja z zamero in grenkobo okuži razum, kar je veliko trši oreh kot preprosta izdaja. Pazi, Lidija, Jazon in Diona sta nama ukradla zemljo, ki so ti jo predali predniki. To ni tako velika izguba, čeprav se ti zdaj zdi zelo hudo. Nekega dne boš našla drugo zemljo, drug dom, drug kraj, kjer boš pognala korenine. Lidija je prhnila in brez besed zavrnila njegovo tolažbo. Ni bilo kraja na svetu, ki bi lahko nadomestil zemljo, ki so ji jo zapustili predniki. Ni bilo kotička na tem svetu, ki bi ji lahko bil novi dom. Človek lahko izgubi še veliko večje stvari. Ne dovoli Jazonu, da bi ti vzel veselje in mir, sicer te bo res okradel. Tega se ne da nadomestiti. 21. poglavje ima podnaslov Gospod varuje tujce, podpira siroto in vdovo. Filipi so morali počakati, ker se je Evmenu zdravje poslabšalo. Ko je bil v ječi, se je močno navzel hladu, ki je zdaj obtičal v njegovih pljučih. Njegovo od šoka in izgube krvi oslabljeno telo ni bilo dovolj močno, da bi se borilo še proti bolezni. Vnetje pljuč, je izjavil zdravnik, ki je očetu dal obkladke iz grškega sena in vrbovja. Vse grško seno na svetu mu ni moglo pomagati. Vse teže je dihal. Ne smeš umreti, mu je rekla Lidija. Ne moreš me pustiti same. Kaj bi rekla mama? Pomiri se. Bojim se, da me Hermes že čaka, da me bo preko reke Styx odpeljal v Had. Reci mu, naj si najde drugega potnika, je jokala Lidija. V Filipe greva. Reka Styx in brodar bosta morala počakati. Evmen se je slabotno zasmejal, njegov smeh pa se je spremenil v grd kašelj. Moja lepa hčerka, kako te bom pogrešal. Ne pozabi, da te imam zelo rad in sem ponosen nate.
Prosim, oče, ne morem izgubiti še tebe. Ničesar več nimam. Eumen je težko zajel sapo. Ne pozabi, da je bilo tudi v Pandorini skrinjici nekaj dobrega, čeprav se je v njej skrivala množica nadlog in težav za človeštvo. Upanje. Upanje. Eumen je slabotno pokimal. Življenje nikoli ne prinese toliko žalosti, da bi ta pregnala upanje. Upanje lahko zelo oslabi, da je kot svilena nit. Obtiči lahko v tvoji lastni skrinjici nesreč, ampak je tam. Ne založi svojega upanja, ljuba hči, niti tedaj, ko te bodo preganjale pošasti iz Pandorine skrinjice. Ko bom umrl, se moraš okleniti tega zaklada. Kaj bom brez tebe? Pojdi v Filipe, uresniči svoje sanje. Lidija je spoznala, da se s smrtjo ne da razpravljati. Ne da se je prestaviti, ne ogoljufati. Vzame, kogar želi. Ni bilo človeka, ne moža, ne žene, ki bi bil tako močan kot ona. Smrt je bila njena sovražnica in ni je mogla premagati. Nekega dne se bosta v njene pasti ujela tudi Jazon in Diona. Vsi njuni načrti se bodo spremenili v prah. A najprej je smrt vzela njenega očeta. In ko je Eumen zaslišal njen neizprosni klic, je nemočen, kakor preostalo človeštvo, šel z njo. Čez 7 kratkih dni je umrl